V tem posnetku bomo predstavili, kako se ustvari končno poročilo, shrani in natisne osnutek poročila, izpolni in doda končno poročilo. Uroš, uporabnik, se bo vpisal v Mobility Tool orodje s pomočjo EU login računa in gesla. V orodju Mobility Tool Plus Uroš izbere projekt, za katerega želi oddati končno poročilo. Preden ustvari končno poročilo, Uroš preveri, da so podatki o projektu ažurni in točni. Preveri podatke o mobilnostih. Vse spremembe, narejene v zavihku mobilnosti, se avtomatsko posodobijo pri zavihku proračun. Uroš prav tako preveri proračun projekta. Uroš vnese pravilen znesek organizacijske podpore, cifro 1, 4, 0, 0. Preveri tudi podatke o organizaciji. Če je potrebno, podatke o organizaciji, ki so bili zapisani v prijavnici, posodobiti, Uroš o tem obvesti skrbnika pogodbe na nacionalni agenciji in šele potem podatke posodobi v orodju Mobility Tool. Ko je Uroš prepričan, da so vsi podatki v orodju Mobility Tool pravilni, izbere zavihek poročila in ustvari končno poročilo. Izbere gumb Uredi končno poročilo. Izbere gumb Uredi osnutek. Opazili boste, da je poglavje Kontekst in povzetek sodelujočih organizacij že izpolnjeno. Za pregled naslednjega poglavja ga Uroš izbere ali se pomakne niže. Izbere povzetek projekta. Zapiše povzetek projekta v slovenskem jeziku. Ne pozabite izpolniti povzetka tudi v angleškem jeziku. Izbere četrto poglavje Opis projekta. Prejšnje poglavje Povzetek projekta dobi zeleno kljukico, saj so bila vsa polja v poglavju izpolnjena. Na podoben način se izpolnijo preostala poglavja, dokler vsa ne dobijo zelene kljukice. V poglavju Proračun je predstavljen povzetek proračuna iz zavihka Proračun. Vnesene vrednosti se lahko spreminjajo znotraj posamezne mobilnosti ali v zavihku Proračun. Priložijo se lahko različni dokumenti. Uroš izbere poglavje Priloge. Klikne na Izberite datoteko in jo priloži. Na vsakem koraku se je možno vrniti na prvo stran končnega poročila. Vrnitev tudi shrani osnutek poročila. Izbere Vrnite se na stran poročila. Izbere Opustite osnutek in s tem omogoči izpolnjevanje poročila drugemu uporabniku. Z izbiro Nadaljujte z urejanjem osnutka ga Uroš izpolnjuje naprej. Osnutek končnega poročila se lahko natisne s klikom na Natisnite osnutek. Ko je poročilo izpolnjeno v celoti in so preverjeni vsi podatki, lahko Uroš začne z oddajo končnega poročila. Prikaže se okence. Zapisan je kontrolni seznam,
ki opozori na vse potrebne korake pred oddajo in zagotovi, da se pripnejo potrebne priloge in naredijo vsi koraki. Prvi korak opozori na to, da je častna izjava podpisana, ožigosana in pripeta. Če do tega koraka še ni pripeta, se sedaj izvozi kot PDF dokument, izpolni in pripne. Izbere gumb Naslednji korak. Izpiše se obvestilo o varovanju osebnih podatkov. Izbere gumb Sprejmi. Izpiše se kontrolni seznam. Uroš poskrbi, da so vsi koraki končani. Nato jih spremeni iz Ni končano v Končano. Izbere gumb Sprejmi. Uroš prebere, da se bo poročilo zaklenilo po pritisku na gumb Oddajte vaše poročilo. Izbere Oddajte poročilo upravičenca. Izpiše se sporočilo o oddaji poročila. Prikaže se opozorilo, ki pravi, da lahko traja tudi do 15 minut, preden je oddaja poročila končana. Izpiše se obvestilo o poslanem sporočilu s pripadajočo identifikacijsko številko. S tem je konec predstavitve. Hvala za ogled.